Spoštovane referentke in spoštovani referenti, slišali smo spodbudne besede vodij in šefov, če tako povem. Mi smo pa zdaj tu delavci in njihova pričakovanja moramo opravičiti. Glede na to, da nam je čas bolj na tanko odmerjen, predlagam enostavno, da kar začnemo, tudi ne bom na dolgo in široko zaradi tega predstavljal referentov, morda samo na kratko. Franc Aliferi Kuzmič nam je vsem zelo dobro poznam predvsem kot bibliograf. On je pravzaprav Simonič in Šlevinger Prekmurja v eni osebi. Ogromno posebnih bibliografij je pripravil tudi bibliografijo prekmurskih tiskov v novejšem času od 1919 do 1998 in pripravlja seveda to bibliografijo tudi še naprej. Urednik številnih publikacij, strokovnih in znanstvenih. Veliko se je pa ukvarjal tudi z prekmuristiko, predvsem z tistim njenim delom, ki se nanaša na prekmursko slovstvo. Za današnji simpozij je pa pripravil pregled dogodkov v 18. stoletju, ko je bila izdana prva prekmurska knjiga. Hvala. Lep pozdrav tudi z moje strani. Torej, v začetku bi želel osvetliti dogodke v 18. stoletju, ko je nastala ta naša prva prekmurska knjiga Mali katekizem Martina Lutra. Zakaj to stoletje? Prav zato, ker je v tem stoletju, v 18. izšla prva knjiga v prekmurščini, to je, kot ponavljam, Mali katekizem Martina Lutra. Sicer, po eni podatki bi najprva knjiga išla že leta 1587 in sicer Agenda Vandalika. Ampak, da bi ta obrednik išel, bi moral iziti mogoče v 5 izvodih in tisk takrat bi bil dejansko nemogoč, tako da lahko to zadevo kot tisk odmislimo, mogoče je pa bila v rokopisu, o čemer še nimamo nobenih podatkov. Potem, kot vemo, se je reformacija nekje začela v Prekmurju tam 1564. leta, ko je bil Štefan Bampe nekako pristal v protestantizmu in njegova hčerka Ana je bila krščena kot protestantka. Ampak potem, leta 1608, njegov vnuk Kristof Bampe sprejme katoliško vero in njegovo posest Svetja do Bogine postane spet katoliška. Potem so imeli naši ljudje tukaj srečo, ker so Habsburžani pustili pri miru ljudi, so bili kot živi zid, ker so bili tukaj turški vpadi. Ko pa so Turki bili pri monostru leta 1664 premagane, so tudi Habsburžani začeli pritiskati na naše ljudi in dejansko se je začela protireformacija. Večino cerkva so takrat vzeli, to je bilo po letu 1670, le nekaj cerkva je ostalo tam v zgornjem delu Goričega na vzhodu, ki še niso klonile tej protireformacije. No, ker se je protireformacija tako močno vsidrala v Prekmurje, je bilo potrebno najti neke izhode. In leta 1681 je bil sprejet zakon o tako imenovanih artikularnih krajih. To so bili kraji, kjer so imeli verske svoboščine protestanti, tako evangeličani kot kalvinisti. No, nam najbližji za županijo Vaš je bil Nemeščo, medtem ko za donji del pa je bil Šurt na Šomočkem, torej nedaleč od Velike Kaniže. Tukaj so potem tudi bila dejansko šolska središča in vse ostalo, kar je bilo potrebno, cerkve za bogoslužje. In so ljudje vsako leto, vsaj dvakrat, šli na bogoslužje v te artikularne kraje. To je bilo ob Veliki noči, ko je bila tudi spoved, in pa potem v času po žetvi, ko so šli zahvaljevati za pridelke, ki so jih bili deležni v tekočem letu.
Tako lahko ugotovimo, da je zelo veliko naših Prekmurcev šlo prav na Somočko in tam zasledimo nekje 15 vasi, kjer so se potem stacionirali naši Prekmurci kot protestanti in osrednja njihova ustanova je bil Šurt, kjer je potem tudi pozneje, kot vemo, služboval Štefan Kuzmič. Prekmurje je bilo agrarna pokrajina, zemlja bila v lasti veleposestnikov, grofov, kot vemo, no tu in tam se potem začeli tudi ohranjati in pojavljati cehi kot takšne. Ta eksodus naših ljudi iz dežele Mure, po enih podatkih bi naj bil nekje 10 000, se jih je odselilo v te artikularne kraje. In sedaj je tudi nastala hkrati potreba, da bi nekako te ljudi utrjevali v vere in nekako povezovali. In Franz Temlin je dejansko videl tukaj priliko, da je knjiga tista, ki lahko ljudi povezuje. To je tudi nakazal v svojem pismu, ki je ohranjeno nemškim pietistom v Haleju. In Temlin se je zavedal, da lahko knjiga kot takšna veliko pripomore k ohranjanju identitete ljudi, ki so raztorjene bili po številnih krajih takratne Madžarske ob meji z današnjo Madžarsko, bi rekli. Seveda so pietisti, ki so bili naravnani na književno dejavnost, Temlinovi prošnji ustregli. In Temlin je pripravil, o tem bomo slišali pozneje, mali katekizem, Lutrov prevod, ki je izšel leta 1715. Ampak to je bil začetek. Potem pozneje vidimo, da so pietisti v Haleju še naprej izdajali in pomagali, podpirali knjige. Tako Rit veličanstvo Severja, potem Velekrščanske kratke nalog in potem tudi vemo prvo knjigo, prevod Svetega pisma Nove zaveze, Novi zakon. To je vse izhajalo v Hale, kjer so tudi finančno in sploh moralno ti pietisti to zadevo podpirali. Katekizem kot takšen je ohranjal, torej utrjeval vero protestantov na tem področju. Seveda, temu primerno mora potem tudi slediti katekizem, od katekizma abecedi. In leta 1725, 10 let pozneje, izide abecedarium slovensko, avtor je neznan, anonimen, po vsej verjetnosti bi lahko dobil Mihael Kerčmar, ki je bil svoj čas tudi duhovnik na Goričkem. Potem leta 1747 izide Rit veličanstva Mihaela Severja. To je nekakšen šolski učbenik, priročnik, ki so ga uporabljali v artikularnih krajih, saj vsebuje svetopisemska besedila, potem vsebuje molitve, pesmi in tako naprej. Sredi 18. stoletja se pojavi v Nemeščoju kot mladi učitelj Štefan Kuzmič, ki pripravi in izda več knjig šolskih učbenikov, ki žal niso ohranjeni. Ampak zelo pomembna je potem njegova knjiga Velekrščanske nalog, ki je išla leta 1754 in nekako bi lahko rekli, tukaj se povzemajo osnove krščanske vere, torej z protestantskega vidika pojmovane. Potem, ko Kuzmič prevzame mesto duhovnika v Šurdu, je začel prevajati Sveto pismo, Novo zavezo, in ta Nova zaveza je potem išla leta 1771, prav tako v Haleju, z znamenitim predgovorom, samo v tej izdaji je predgovor in seveda k posameznim knjigam Svetega pisma z določenimi komentarji in opombami. Sčasoma se je pojavilo mišljenje, da so madžarske oblasti prepovedale predgovor in tisto, kar je dodano kot komentarje. To ni res. Zavedati se moramo, da je potem drugo izdajo prevzela britanska svetopisemska družba in ta je imela v svoji zakonodaji zapisano, da se morajo tekste objavljati samo kot tekste, brez uvodov, brez predgovorov, brez komentarjev. Tako, torej, niso bile tu krive madžarske oblasti, da ne bi dovolili teh predgovora, ampak druga založba, ki je imela svoja pravila, torej čisto besedilo brez kakršnekoli dodatkov in komentarjev. Kot sem že prej povedal, so naši ljudje potem bili prisiljeni protestanti hoditi v te artikularne kraje, Nemeščo in Šurt. To je trajalo teden do 2 tedna, ko so se peš napotili v te kraje.
Ohranjeno pismo cesarici Mariji Tereziji naj bi dovolila nekje blizu v Prekmurju eno tako cerkev, kjer bi se lahko zbirali. Ampak zanimivo, v tem pismu tudi pravi, da imajo težave. Na pot so jih napadali roparji in vzeli hrano, ženske so tudi predčasno rodile, nekateri so tudi umrli na tej poti, tako da so prosili, če bi lahko dovolila vsaj eno cerkev v Prekmurju. Ampak, seveda, ker je bila močno podvržena Rimu, tako po oblastni funkciji kot drugače, je naredila obratno. Je ustanovila v Sombatelu škofijo, 1777 leta nastane škofija in ta škofija ima namen čim prej zatreti protestantizem, ki je še ostal v samem Prekmurju. Prvi škof Janus Sili, potem spodbudi Miklavša Kuzmiča, drugega soimenjaka, bi rekli Števana Kuzmiča, ki je potem pripravil prav tako 7 osnovnih knjig za katoličane tukaj v Prekmurju in tako nastane v tem 18. stoletju tudi poleg protestantskih književnosti katoliška književnost. Tukaj moramo tudi omeniti naslednjo zanimivost, da je potem tudi v tem stoletju, leta 1789, išla prekmurska protestantska pesmarica v Novi Gradoval in tako vidite, imamo celoten komplet, kar so imeli svoj čas slovenski protestanti s Trubarjem na čelo, tudi mi v Prekmurju. Abecednik, katekizem, prevod Svetega pisma in pesmarico. Te osnovne priročnike, ki dejansko nastanejo potem v 18. stoletju. Zanimivo je tudi to in pomembno, da so leta 1732 v celoti odpravili še bogoslužja in vzeli cerkve preostalim evangeličanskim cerkvam, cerkvenim občinam tukaj v Prekmurju. Hodoš, Domanševci, Selo, Kančevci. In tako od leta 1732 naprej je Prekmurje v celoti katoliško, temu potem še tudi pripomore dodatno škofija v Sombatelu, ki to zadevo krepi. Seveda v spodnjem delu, sprejemo, je pa močan vpliv imela tudi zagrebška škofija. Po smrti Marije Terezije 1780. leta nastopi službo cesarja njen sin Jože II. In Jože II potem leta 81 izda tolerančni patent, kjer se, torej, kot vemo, priznajo pravice tudi drugim veroizpovedim. Med njimi, torej, protestantom. In čez 2 leti, 1783. leta, nastanejo v Prekmurju, imajo torej osnovo za nastanek 3 cerkvene občine. Hodoš, Puconce in pa Križevce. 1783. leta. To je zelo pomembno, ker se tukaj potem spet začne, bi lahko rekli, novo življenje, novo obdobje, po 50 letih nekje popolnega zatona. Tukaj v tem času moram potem tudi poudariti, da se začne v Prekmurju razvijati posvetna književnost. Jožef Košič, sicer katoliški duhovnik, začne s posvetno književnostjo in se zgleduje po Martinu Slomško in pripravlja določene publikacije, ki so v posvetnem smislu prav tako zelo pomembne za prostor tukaj ob Muri. To je le nekaj osnovnih stvari, kot izhodišče, več bomo slišali gotovo v nadaljevanjih, v posameznih referatih, toliko samo za okvir in če mogoče bi šli, da pogledamo nekaj zadev. To je Radkersburg v 18. stoletju, ki je prav tako bil zelo povezan s Prekmurjem, ker tukaj so bila 3 osnovna področja, grad na Goričkem, Lendava in pa Radkersburg, odkoder so torej, kjer so bili centri, odkoder se je širil protestantizem v Prekmurje kot takšno. Potem tukaj imamo sliko Lendave, Donje Lendave, ki je zelo pomembna, torej grofje Banfi so sprejeli sredi 16. stoletja protestantsko vero. Potem je to grad na Goričkem, kjer so prav tako Sečiji in drugi bili znani lastniki tega področja. Nadeždi so bili pristaši protestantizma, ki so prav tako živeli tukaj. Potem je to cerkev v Šurdu, današnja podoba cerkve v Šurdu, kjer je služboval od leta 1755 in do smrti 1779 Števan Kuzmič, Šurd v Šomočkem.
Potem je to Nemeščo, cerkev v Nemeščoju, vidite na desni strani zunanjo podobo cerkve, notranjost je ohranjena še iz tistega časa, vse v lesu. Potem je to pismo, ki sem ga omenjal, ki ga je pisal Franz Temlin, pietistom v Haleju, da bi nekako pomagali finančno, da bi izdal ta svoj nadvse potreben katekizem. Potem je to Hale, torej kraj, kjer je bila, bi rekli, zibelka pietizma in kjer so prisluhli našim prekmurskim protestantom, da so izdajali svoje knjige. Potem tukaj imamo odlomek iz te knjige, torej katekizma, naslovnica tega katekizma, anagram, Fini vitis Christus ta nebeška virtus, kda bo vsodet justus, nebo, zemljo, morje, cej, pro, o, i kaj v njih bode vse dole potere. In tukaj v teh, vidite, velikih črkah se skriva, da je preložene, prevedene po Ference Temline, ker tam se C zamenja z OJ. To je bilo včasih v tistem času moda, ali pa tudi, da se je ilegalno skril pod to ime kot prevajalec. Potem je Bratislava, kjer so se šolali naši tam na liceju duhovniki in učitelji in drugi intelektualci. To je Bratislava v 18. stoletju. Seveda so potem tudi naši šli na šolanje v druge kraje, v Nemčijo, v Wittenberg, Halle in drugim, zasledimo naše prekmurske protestante. To je ta knjiga z severa, Rit veličanstva, ki je kot nekakšen šolski učbenik bil v artikularnih krajih. No, tu je ta predgovor, Severjev, ljubljeno med slovenskome narode, štere je veličansko vero vodljuje. Potem je to Števana Kuzmiča Vere krščanski navod, kratki navod, ki sem ga prej omenil, kot nekje, ena bi rekli, učno-teološka knjiga o osnovah krščanstva. Tukaj potem imamo v predgovoru označbo, da je torej prvo knjigo pripravil Franz Temlin in tam spodaj pravi, bomo skrajne zleženja, od toga je v dani zlogrskega obdžerski katekizmu štampani v Hali 1715. Kakšega sem jaz ali dva moje dni videl. Zanimivo pa je, da danes poznamo tri ohranjene primerke tega katekizma. En je v Haleju, kjer je išel, drugi je v Bratislavski licejski knjižnici in tretji je pa v Mursko-Soboški, bi rekli, senioratni oziroma škofijske, kakoli že, knjižnice. Tako da imamo tri izvode ohranjene. To je potem novi zakon Števana Kuzmiča, v predgovor, zaključek, ki ga podpisal Torkoš, potem novi gradoval, to je prva prekmurska Pecmarica, ki jo je po smrti Števana Kuzmiča, ki je to začel, dokončal Mihael Bakoš. In to je predgovor tele. Potem so pa pošem še druge izdaje novega zakona, to je pa patent Jožefa II. O tolerančni patent, kjer je dovolil potem tudi protestantom in drugim versko svobodo. No, to pa so potem te tri cerkve, ki so nastale po tolerančnem patentu, Hodoškrivci in pa Puconce, ki so zajele ta okoliš, kot ga imate v tem okviru označenega. Tako, hvala za pozornost.